Lepo pozdravljeni v prvem letošnjem Belokranjskem obzorniku. Veseli praznični december je za nami, prav tako leto 2023. Lepo smo že zakorakali v novo leto, ki prinaša nove izzive in doživetja. Poglejmo, kaj od leta 2024 pričakujejo belokranjski župani in župan. Več kot 100 projektov, ki jih imamo evidentiranih. Verjamem, da vseh ne bomo realizirali, vendar sem optimist in verjamem, da bomo pa kar nekaj tega realizirali. Te investicije, ki jih imamo na radarju, jih želimo nekako začeti, seveda vseh ne bomo mogli, ampak kulturni dom bo šel, zdravstveni dom računamo, da bo ta odločitev padla tudi kmalu. To bodo dve take večje investicije, okrog kanalizacije in zaščite črnega močerila, pa se nadejamo, da bomo tudi v povezavi z Evropskim parlamentom našli pot, našli denar za to, da dejansko to svetovno rariteto ohranimo, predvsem pa jo zaščitimo pred neželenimi vplivi, bog ne daj pred izumrtjem. Na območju varstva okolja, se pravi porečju reke Kolpe, nadaljujemo se z sanacijo oziroma z izgradnjo kanalizacijskih omrežij, potem na področju zdravstva, ambulante v zdravstvenem domu. V glavnem več takšnih projektov je, tudi na veliko razpisov smo se že prijavili, nekatere imamo v mislih in upam, da bomo uspešni. Danes se nahajamo v starem mestnem jedru, kot veste, je naša velika želja, da bi tudi stavbe v mestnem jedru olepšali in vdahnili neko novo življenje, tako da upamo, da bomo tudi v tem delu mesta v prihodnjih letih na nek način v prihodnjih letih se veselili novih pridobitev. Imamo že delujoče investicije in pa tiste, ki se bodo že začele, se pravi, smo jih že zastavili v letu 2024. To je nadaljevanje seveda kanalizacije Vapča vas Trata in pa tudi kompletna obnova vodovoda. To, kar pa bomo začeli ravno na novo, pa je seveda industrijska cona Vrtača, izgradnja komunalne infrastrukture in pa ureditev okolice oziroma preureditev okolice našega kulturnega centra. Zato smo že prejeli sredstva strani Evrope, nekaj jih še pričakujemo v projektu Mysterion, tako da sam javni razpis bomo izpeljali čim prej, tako da jih bomo potem do konca leta tudi to uspešno uredili. Prejeli smo tudi odobrena sredstva za preplastitev vasi Blatnik strani sredstev za romska naselja, tako da imamo kar nekaj dela. Novo leto, novi izzivi. Če si želite spremembe, bodite sprememba. Prostovoljstvo ima skoraj neskončno oblik, vselej pa je dobrodošlo. Albina Tošeska je prostovoljka Metliškega Rdečega križa že več kot 7 desetletij. Konec minulega leta so jo v državnem svetu za njeno nesebično delovanje počastili s plaketo za izjemne dosežke na področju prostovoljstva. To mi neverjetno veliko pomeni. Pomeni mi to, da sem vedno bila z dobrimi ljudmi, da smo skupno delali za človeka, za ljudi, tiste, ki so bili nujno potrebni pomoči in so še danes nekateri nujno potrebni pomoči. Takrat napolnimo njihove baterije, ko jim pomagamo, jim zboljšamo življenje, koliko le zmoremo v Rdečemu križu in pa s tem obogatimo tudi svojo vest. Lep zgled je in mi smo res veseli, da imamo v naših vrstah humanitarko, prostovoljko, ki je več kot 70 let prostovoljka. Ona je zgled veliko drugim mlajšim generacijam, ne? S svojim pristopom, s svojim navdihom, s svojo zgodbo, s svojim delom navdihuje marsikoga. Veliko je privabila novih prostovoljcev v naše vrste, ravno se z njenim načinom delovanja, se pravi, nasmejanosti, dobre volje, nikoli ne vidiš slabe volje. Ona je vedno problem, ni problem. Bomo se pozanimali, bomo poklepetali, bomo poslušala in bomo videli, kaj se da narediti.
Začelo pa se je leta 1948, ko je bila v Metliki ustanovljena organizacija Rdečega križa. V razred je prišla hišnica osnovne šole, Sašek Ankica. Ona je bila tudi izvoljena za predsednico Rdečega križa in je rekla: Albinca, z mamico sem govorila, da si lahko naš član podmladek Rdečega križa, ali bi hotela biti. Mami je rekla, da se sama odloči. Ja, seveda, jaz nisem niti vedela, kaj je to, ampak če je mama rekla, vem, da je dobro. In takrat sem od 8. leta vedno bila vpeta v delo Rdečega križa. Izjemno samo 4 leta, ko me je tovarna poslala na šolanje v Zagreb. In to je res ena taka topla oseba, vedno se lahko na njo odneseš, vedno je odzivna, dela skromno, tiho, vedno je pripravljena poslušati ljudi do konca in se razdajati za dobrobit nikoga. Dobrosrčna, prijateljska, ima energije za izvoz. Res, jaz je nimam, ona je ima. Tako, vedno smo bili v enih lepih kontaktih, tudi na sestankih, vse v najlepšem redu. Kot prostovoljka pomaga na različne načine različnim ljudem. Obiskujem starejše, bolne, tiste, kateri rabijo tudi pomoč, jim dostavljam, ker nimajo svojega prevoza, ne morejo priti do skladišča, jim dostavljam tudi hrano. In večkrat v letu tudi obiščem s kakšno malenkostjo. In ko vidim tiste očke starejših ali pa tudi bolnih, tiste iskrice v očeh, to se ne da povedati. To je človek toliko, da da sebe in tisti, ki je to sprejema, tudi meni veliko da. Tisti dan je za mene popoln. Meni je že lepo med Albinco, med ženskami, ko gremo na sestanek. To mi je eno lepo srečanje, pa še, bom rekla, koristno srečanje. Od starejših ljudi dobim pa veliko, veliko. Toliko poduka, zelo imam odprta ušesa in srkam zase tudi marsikaj. Prostovoljec je oseba, ki ne pričakuje nič. To je prostovoljno delo, je, da za njega ne dobiš plačilo. Nič ne pričakuješ, enostavno si vesel, da lahko nikomu pomagaš, da osrečiš sebe in osrečiš drugega. To je prostovoljcev. In naši prostovoljci so vključeni v vse procese. In prostovoljstvo ene humanitarne organizacije, to je temelj. Brez tega humanitarne organizacije enostavno ni. Albina Tošeska je bila od samega začetka aktivna prostovoljka. Ona je bila vključena v vse procese. Ona je bila dolga leta tudi predsednica krajevne organizacije Metlika, bila je podpredsednica občinske organizacije, bila je vključena v veliko komisij, socialno-zdravstveno komisijo, komisijo za krvodajalstvo, zdaj je tudi v 3-članskem odboru sklada Stopimo skupaj. Pomeni, da je res široko bila vpeta v vse te komisije in programe. Takrat sem imela fičota, ko je bila vojna na Hrvaškem in so bili tisti begunci. Jaz sem tudi 3 begunke sprejela, sem imela dobre 3 mesece in sem tudi po noči vozila te begunce iz občine, kjer so jih popisali, po vaseh. Takrat sem še največ vasi spoznala z baterijo, ki sem iskala številke. Vedno sem rada vozila in sem najprej begunce razvozila, naslednji dan pa hrano, te, ki so sprejeli begunce. Tudi zdaj imam še vozniško do 86. leta starosti. Dokler bom mogla, bom pomagala po svoji moči. Upam, da bom še nekaj let. Pohvalila pa je tudi sedanje vodstvo metliškega območnega združenja, ki je znova pripravilo pester januar. Zaključili ga bodo s krvodajalsko akcijo. V sredo 31. januarja med 7. in 13. uro v telovadnici vrtca Metlika. Zato že zdaj lepo vabim vse redne in pa nove krvodajalce, da se odzovejo.
Minulo soboto je minilo natanko 80 let, odkar je s Suhorja pri Metliki v nemogočih razmerah, v globokem snegu in hudem mrazu krenila 14. divizija. In sicer na 300-kilometrsko herojsko pot čez Hrvaško na Štajersko. Izbojevala pa je težke in za slovenski narod pomembne bitke. 1112 borcev in bork najelitnejših partizanskih brigad Tomšičeve, Šercerjeve in Bračičeve brigade je 6. januarja 1944 začelo svojo pot iz Suhorja v Beli krajini na Štajersko, kjer naj bi pomagali okrepiti narodno-osvobodilno gibanje. Mesec dni pozneje je 14. divizija pri Sedlarjevem prečkala reko Sotlo in kot prva večja enota proti hitlerjevske koalicije vdrla na ozemlje Tretjega rajha. V spomin na začetek mesec dni trajajočega in 310 km dolgega pohoda so na Suhorju pripravili slovesnost, na kateri so se poklonili junaškemu dejanju prednikov. Slavnostni govornik je bil predsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije Marijan Križman, ki je dejal, da kar je za njih Primorce 9. korpus, je za Belokranjce 14. divizija. V boju z okupatorskimi enotami je divizija izgubila skoraj polovico borcev, veliko pa je bilo tudi ranjenih. To je bila zgodba o požrtvovalni epopeji 14. divizije. Na nacistično-vojaškem vidiku pa je bila pokazatelj uspešnega preoblikovanja v redno jugoslovansko armado. Njena uspešna dejanja so vsekakor to potrjevala. Dobro oboroženih, izkušenih več kot 1100 borcev je opravilo svoje poslanstvo in preprečilo vključitev Štajerske v Tretji rajh, čeprav so v bitkah z nekajkrat močnejšim sovražnikom utrpeli hude izgube. Hvaležen spomin na dogodek ohranjajo v Združenju borcev za vrednote NOB Metlika. Predsednik je med drugim dejal: Bela krajina je dala v drugi svetovni vojni velik krvni davek. Namreč iz vseh treh sedanjih občin je na oltar zgodovine, če lahko tako rečem, položilo svoje življenje 1250 borcev, katerih se spominjamo pri Savinškovem spomeniku vsako leto ob dnevu spomina na mrtve v okviru slovesnosti 1. novembra. Zbrane je nagovorila tudi metliška županja Martina Leganjan-Žekovič. Danes tukaj praznujemo oziroma se poklanjamo v hvaležnem spominu vsem tistim, ki so se z neoklenljivo voljo, pogumom, tovarištvom, z velikim domoljubjem svoja delovna opravila, svoje delovno orodje v letih, ko je divjala druga svetovna vojna, zamenjali za orožje. Se uprli, niso se odločili za kolaboracijo, ampak so se odločili za upor. Upor kot eno izmed temeljnih vrednot vsakega poštenega, klenega Slovenca. In prav vsi ti kleni Slovenci, Slovenke, borci in borke so nam lahko trajen zgled, kako, v kakšnih najbolj težkih razmerah moramo delovati in kako moramo tudi na nek način razmišljati s srcem in delovati tako, kot je prav. Tudi slavnostni govornik je poudaril, da je zgodovinsko resnico potrebno pripovedovati in na vse poskuse pretvarjanja zgodovine odgovarjati. Ne bomo dovolili ponarejanja zgodovine in blatenja vseh, ki so za svobodo in samostojno žrtvovali svojo mladost in življenje ter tako ustvarili najsvetlejši del zgodovine slovenskega naroda. To, kar smo Slovenci v stoletnih bojev za svobodo in samostojnost dosegli, nam daje samozavest in moč duha, ki ga v sebi nosijo le ponosni, pokončni in veliki narodi. Ne po številu, temveč po odločnosti in uporu, ko se nam godi krivica. Ponižanje in omalovaževanje vrednot, na katerih temelji svoboda, samostojna in demokratična Republika Slovenija, je naša domena, za katero se bomo borili, tako kot smo danes vsi tukaj, tako tudi vsi delujemo v svojih krajih in po svojih funkcijah, da zgodovina ostane tisto, kar dejansko je in da se zgodovina piše taka, kot je.
Spomin na eno najslavnejših epopej slovenske partizanske vojske ne bo zamrl, smo večkrat slišali na slovesnosti. Zato z vsakoletnim pohodom po poteh 14. uspešno skrbijo tudi v Društvu za ohranjanje spomina na pohod 14. divizije Laško. Da smo in še spoštujemo in cenimo 14. divizijo, pomeni pa dejstvo, in zato sem tudi prišel pred mikrofon, da povem, da so se ti pohodi obdržali 50 let. To je en poseben fenomen, tako da mogoče se tega niti ne zavedamo, ampak v vseh teh družbenih spremembah, vse, kar se dela v zaničevanju partizanskega boja, so se ti pohodi obdržali. Samo 2 izpada smo imeli v 50 letih. Na 3-dnevno pot se bodo letos napotili 9. februarja in se na njej spominjali herojske s krvjo prepojene poti, ki se je začela na Suhorju. Na slovesnosti so spomin počastili tudi s kulturnim programom, ki so ga obogatili recitatorka Terezija Potočar-Korošec, učenci in pevski zbor podružnične šole Suhor, Tina Pezdirec s harmonikarjem Marjanom Končarjem, glasbena šola Andreja Bajuka in ženski pevski zbor Društva upokojencev Metlika. Brigade, hitite, razhodite, zatrite požigalce slovenskih domov. Hej, mašinca zagori, naj odmeva, posodi naš pozdrav iz slovenskih gozdov. Hej, mašinca zagori, naj odmeva, posodi naš pozdrav iz slovenskih gozdov. Kje so meje pregrade za slovenske brigade, ne za nas ni pregrad in ne mej. Po slemenih oblačnih in po grapah, temačnih se od zmage do zmage naprej. Ob koncu prejšnjega leta pa je okrogli jubilej praznoval mešani pevski zbor Samospev iz Črnomlja. Dogodek in slovesnost so pripravili na državni praznik, dan samostojnosti in enotnosti. Tako so odmevale pesmi, ki jih zbor najraje poje. Domoljubne, ljudske, umetne, tudi pesmi tujih skladateljev, seveda prirejene, za pevski zbor. Gosti današnji je glasbena šola, trio flavt in Adlešički tamburaši. In prav zaradi vseh je bilo praznovanje 30 letij uspešnega delovanja posebno. Težko se je bilo obdržati 30 let. Mogoče prej smo imeli kar tudi probleme, nismo imeli kje dvaje, zdaj imamo res gostoljubne, imamo v osnovni šoli Mirana Jarca. Pred 30 leti se je iz ženskega zbora rodil mešani, prišli so fantje zraven in je to kar dobro, potem lepo zveni mešani zbor. Fantovski glasovi so popestrijo lepo zborovsko petje. Prepevamo že leta kot cvet, ki se razcveta. Je pesem čudež, sreča vsa, če poješ iz srca. Tako nekako je trajalo in teklo 30 let. To je en pomemben del ustvarjalnosti v naši občini. 30 let je že lepa doba. Še posebej pa veseli, da so se tukaj združili seniori, pravzaprav, ki so bili pred 30 leti še mladeniči, takšni kot jaz, pa še mlajši, vendar vztrajajo. Vztrajajo v tej ekipi, kar pomeni, da so res ena dobra ekipa, s tem pa pravzaprav veliko delajo za občino Črnomelj, za našo kulturno udejstvovanje in seveda na drugi strani tudi za sebe in zaradi tega so tudi tako vitalni, kot so še danes.
Na dogodku so zaslužnim pevcem in pevkam podelili tudi Galusove značke, posebna priznanja Javnega sklada za kulturne dejavnosti za aktivno udejstvovanje na področju ljubiteljske vokalne glasbe. Poleg tega so v zboru najbolj ponosni na prejeti Župančičevo diplomo in srebrno plaketo Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije. 30 let je dolga doba. Veliko lepih trenutkov je bilo, spletenih prijateljstev in to je pravi slalom odpeljati tako dolgo. Največ je vredno pa to, da smo skupaj ostali. To je velika vrednota, tudi velika številka, veliko priznanj, veliko nastopov. Ne bomo jih preštevali, ker jih ne bi prav prešteli. Nas je 23 članov, včasih nas je bilo tudi več, včasih manj. Problem je dobivati nove pevce, ne. Vsak se boji, to je le ena obveza. Najlepše je druženje, dobimo se tudi na kakšnih osebnih zabavah, ne tako na veliko, ampak bolj skromno, ne. Pa hodimo kjer nas povabijo na nastope, gremo tudi, smo bili v Delnicah, tudi v Karlovcu. Biti in peti na odru je vedno poseben občutek. Mi pridemo na oder, jaz dvignem roke in pesem se začne, popravka ni. Če pa narediš napako, je ne popraviš 20 let. Vse bojo pozabili. In kaj smo peli, kakve so bile pesmi, kak smo se držali, kak smo bili oblečeni, vse. Tisto pa, da nismo prav začeli, tega ne pozabijo nikdar. Zato je to petje živo, zares, tisti trenutek, takrat in potem je neponovljivo. Nikoli ne zapoješ isto. Nikoli, vsaka pesem je vsakič, tudi če je ista, vedno je drugače zapeta. Kjer je sonce, tam so rože, kjer pa sonca ni, roža ne cveti. Tam sem jaz doma, kjer je sonce, kjer je vrt cvetoč, tam dom je moj, tam sem jaz doma. Na slovesnosti so obeležili tudi dan samostojnosti in enotnosti, častni govorec je bil župan. Slovenci smo dobili svojo državo in nekako se mi zdi, da smo s tem
mislili, da smo dosegli svoj končni cilj. Vendar smo s to državo pravzaprav šele dobili tisto veliko delo, veliko odgovornost za razvoj te naše države. Vse prevečkrat mislimo, da je država nekaj nad nami, nekaj drugega, pravzaprav pozabljamo, da smo država mi ljudje in mi tvorimo to državo in z našimi deli ustvarjamo državo takšno, kot je. Vsi se moramo torej truditi, da je, vsaj za nas, najboljša. Tako, končan je prvi letošnji Belokranjski obzornik. Veselimo se novih lepih in srčnih zgodb, ki vselej prihajajo iz prelepe dežele Belih brez. Ostanite zdravi in v naši družbi. Lep pozdrav!